Dobro jutro, dober dan, vsem želim en čudovit vikend. Poglejte, kako hudo sonce imamo v tej dnevni sobi, komaj sem najdel malo senčke. Fajn kafe sem si skuhal in povedal vam bom eno majhno skrivnost. Jaz namreč živim točno nad Božičkovo tovarno daril. Ne, nisem nor. In zato vam jo bom šel zdaj pokazati. Ste vljudno vabljeni, da greste z menoj, med tem časom, ko se bom jaz oblekel, vi lepo si skuhajte še en kafe in gremo skupaj dol v to fabriko Božičkovo tovarno daril. To je to, pa da vidimo, kako to izgleda. Jaz opravičujem moji slovenščini, saj veste, da sem jaz Istrijan, sem bolj tak špricer, pa imam rahle težave s slovenščino, ne mi zameriti. Gremo, oblečimo se pa pojdimo na lepše, v pravlično deželo. No in kaj, ste si skuhali kafe, ker smo skoraj prišli na cilj. Še minutko, dve pa smo tam. Samo sekundo. Tako, in smo trenutno na glavnem trgu in čez nekaj dni bo tu prava pravlična dežela. In sedaj vam bom pokazal Božičkovo tovarno daril. Dobar dan. In se zahvaljujem vsem prostovoljcem, ki v tem času, ko je Celje tudi najbolj obiskano, tukaj delajo dobra dela in na tak način pomen pravličnega in prazničnega Celja dvigujejo še na višji nivo. No pa več kot 1001 otrok je bil samo lansko leto obdarjen. Mislim, da je prav, da tudi iz tega velika povabimo vse Celjane, pa tudi tiste, ki bodo vsi šumljene, da se tudi to ostavijo. Ja, res številne otroke društvo enostavno pomagam, obišče, obdari in tudi letos vabimo Celjanke in Celjane, vse obiskovalce našega mesta, da pridejo v Božičkovo tovarno daril, da zavijajo darilo in da obdarijo še več otrok kot v preteklih 10 letih. Počakaj še? Da si ti kaj nadelijo še odtijo? On še prihaja. Moja parkinga ne znaju, še šli smo isto časno. Zdaj boš posebno razkončil, si drugi. Najlepša hvala, sosed. Imate pa novo vesado, ne? Fantazija, ne? Nekaj moram kritizirati. Vse bom to vse rezal, v glavnem. Mi podpremo to, veš. Hvala. Tole, z malce zamude, da smo še počakali predstavnike medijev. Najprej lepo pozdravljeni pri nas v Božičkovi tovarni daril, ki je letos že 10. zapored, torej tradicija se ohranja in pa tudi nadaljuje v Celju. Izjemno smo veseli, da lahko tudi letos gostujemo v sklopu pravličnega Celja in da smo strani Mestne občine Celje in Zavoda Celeja dobili ta čudovit prostor, ki smo ga lahko prilagodili za današnjo otvoritev in pa za izvedbo 10. Božičkove tovarne daril. Torej v letih od 2015 pa do 2023 je tudi ta številka obdarjenih otrok eksponentno naraščala. Naš primarni cilj leta 2015 je bil obdariti 100 otrok. Že takrat smo presegli čez 200 obdarjenih otrok. In z leti se je številka večala in večala, tako da smo v teh 9 letih obdarili že več kot 8600 otrok. Rad bi pa poudaril, da vsa ta darila tudi osebno dostavimo vsakemu otroku na dom, torej s pomočjo poklicne gasilske enote Celje, Gasilske zveze Celje in pa Gasilske zveze Laško. V tistih situacijah, kamor pa nažalost mi daril ne smemo dostaviti, nam pa vsako leto znova tudi priskoči policijska uprava Celje, ki pa poskrbi za dostavo daril v
recimo temu neke skrite naslove. Iskrena čast je, da imamo danes znova župana Mestne občine Celje tukaj, ki bo danes z nami tudi zavil prvo darilo in pognal kolesje 10. Božičkove tovarne daril. Vsekakor s podporo Mestne občine Celje ne bi mogli izvajati tega projekta v središču mesta, zato bi prosil župana, da tudi malce pozdravi in pove o tem sodelovanju, ki ga imamo zadnje leto. Hvala lepa, spoštovani Milan, prostovoljci društva Enostavno pomagam, podporniki projekta, predstavniki medijev. Res mi je veselje, da sem lahko ponovno z vami tukaj v mestnem jedru, tik pred začetkom prazničnega decembra. Vesel sem, da ste se lani odzvali povabilu, da se pridružite prazničnemu dogajanju, da pridete v staro mestno jedro in verjamem, da na tak način tudi vaša akcija dobiva eno novo podobo, nov zagon in da bo v prihodnjih letih lahko res pomagala še večjemu številu otrok. Letos nas je razveselila tudi novica, da Celje v letu 2025 postaja božično mesto Evrope. Prepričan sem, da bo to mesto privabilo še več obiskovalcev in mislim, da nam je lahko vsem skupaj v čast, da na tako eminentni lokaciji na glavnem trgu, ki je tudi jedro prazničnega dogajanja, eno izmed osrednjih pozicij drži ravno tako lepa humanitarna akcija, ki je v 10 letih postala res močno prepoznavna, tako da sem prepričan, da bomo v naslednjem letu zgodbo še nadgradili. Za letos pa res si želim, da bi uspeli privabiti čim večje število donatorjev, ljudi, ki se bodo tukaj ustavili, ki bodo svojo srečo in veselje v decembru znali podeliti še s kom, ki tega časa ne doživlja na tak način. Še enkrat res velika hvala tudi v imenu lokalne skupnosti za vse, kar počnete, ne le za to akcijo, ampak za vsa vaša prizadevanja. Veliko nam pomeni ne le vaš namen, ampak tudi pristop, s katerim se tega lotevate, vaša ustvarjalnost in bom rekel tudi potem kakovost pri izvedbi, ki ne bi bilo brez vseh vaših stalnih partnerjev, ki se jim prav tako zahvaljujemo za pomoč pri tej akciji. Kot sem prej povedal, ker vem, da se vam mudi naprej, bova z županom zavila prva darila in tako zagnala naše kolesje. Najtežje delo. Najtežje delo. Zdaj dam ti možnost, da ti kdo pomaga. Movada pa ti ne bova. Ne gre za hitrost, ne? Ne. Kako moramo to? Zdaj lahko vsakega posebej, Lahko je skupaj. Vsakega posebej bo lažje. Zdaj, kaj je pa še čar Božičkove tovarne, je pa to, da si želimo, da vsak obiskovalec izbere otroka, ki ga bo pač obdaril in ki mu nameni darilo, je to, da ga zavije tudi sam, ker na ta način izkaže tudi spoštovanje do prejemnika darila, torej da se tudi malce potrudi, da se tudi malo kreativni pri zavijanju, ker vseeno potem otroci ta darila prejmejo. Mislim, da je najlepše, ko lahko trgajo ta papir dol. Za zdaj bo to vse, to bomo zaključili. Lep dan. Iz leta v leto povezujemo več ljudi, vsakič več otrok s toplimi darili obdari. Lansko leto je 11-krat več kot prvo, iz majhnih začetkov je zraslo nekaj ogromno. Več kot 6000 otrok v zadnjih letih. Vsako darilo je prineslo nasmeh na obraze čistih. Naše tovarne Božičkovi pomočniki so ponos našega mesta. Zavijajo darila srcem, ki nikoli ne neha biti.
Najmlajši med njimi, srcem polnim dobrosrčnosti, svojega darila se odpovedo, da bi drugemu lepši bil. Božič starši v solzah, ko vidijo dobroto svojih otrok. V tem je lepota, srčnost se preliva kot večna pesem vseh rok. Čar božičkove tovarne je v osebni dostavi, gasilci in policisti vsako leto srca raznamejo v radosti, obdarjeni otroci na božično jutro, srečnimi obrazi naši prostovoljci spremenijo solze, solze sreče zanosni. Iz leta v leto povezujemo več ljudi, vsakič več otrok s toplimi darili obdari. Lansko leto 11-krat več kot prvo, iz majhnih začetkov je zraslo nekaj ogromno. Več kot 600 otrok v zadnjih letih, vsako darilo je prineslo nasmeh na obraze čistih. Naše tovarne božičkovi pomočniki so ponos našega mesta. Zavijajo darilo srcem, ki nikoli ne neha biti. Najmlajši med njimi, srcem polnim dobrosrčnosti, Svojega darila se odpovedo, da bi drugemu lepši bil. Božič starši v solzah, ko vidijo dobroto svojih otrok. V tem je lepota, srčnost se preliva kot večna pesem vseh rok. Žar božičkove tovarne je v osebni dostavi, gasilci in policisti vsako leto srca raznamejo v radosti, obdarjeni otroci na božično jutro, srečnimi obrazi naši prostovoljci spremenijo solze v solze sreče zanosni. December je čas veselega pričakovanja in obdarovanja. Otroci z iskrico v očeh in nasmehom na obrazu se prepuljajo za ljubosan. Starši pa strahom v srcu odštevajo dneve, skrbijo, da darilo bo pod svečico, a s božičkom mi skrbi je sreča resnična. Božičkom mi skrbi, Božičkova tovarna daril, polnih srčnosti, naj vsem bo prineslo sreče dni. Hvala tebi in vsem, ki pomagajo z ljubeznijo v srci. ta december je čas veselja in svetlobe v očeh najdražjih. Naj duh božička vseh Naživi, naj dobrosrčnost cviti. Božičkova tovarna daril, najlepši dar za vse otroke, naj vsem božič res zasije. Božičkova tovarna daril, projekt že tradicionalen. Veseljuje doma, v srcu vsakega je doživjet. Prostovoljci že jeseni pripravijo načrte, da vsak otrok prejme darilo, kot so sanjali v mirni noči. Iz leta v leto povezujemo več ljudi, vsakič več otrok s toplimi darili obdari. Lansko leto 11-krat več kot prvo, iz majhnih začetkov je zraslo nekaj ogromno. Nešteto otrok v zadnjih 10 letih, vsako darilo je prineslo nasmeh na obraze čistih. Naše tovarne božičkovi pomočniki so ponos našega mesta. Zavijajo darila srcem, ki nikoli ne neha biti. Najmlajši med njimi s srcem polnim dobrosrčnosti, svojega darila se odpovedo, da bi drugemu lepši bil. Božič starši v solzah, ko vidijo dobroto svojih otrok. V tem je lepota, srčnost se preliva kot večna pesem vseh rok. Čar božičkove tovarne je v osebni dostavi, gasilci in policisti vsako leto srca raznamejo v radosti, obdarjeni otroci na božično jutro, srečnimi obrazi naši prostovoljci spremenijo solze, solze sreče zanosni. Iz leta v leto povezujemo več ljudi, vsakič več otrok s toplimi darili obdarijo dari. Lansko leto 11-krat več kot prvo, iz majhnih začetkov je zraslo nekaj ogromno. Nešteto otrok v zadnjih 10 letih vse prebudi. Božičkova tovarna daril, projekt srčnosti. Na vsako darilo je prineslo nasmeh na obraze čistih. Naše tovarne božičkovi pomočniki so ponos našega mesta. Zavijajo darilo srcem, ki nikoli ne neha biti. Najmlajši med njimi s srcem polnim dobrosrčnosti, svojega darila se odpovedo, da bi drugemu lepši bil. Božji starši v solzah, ko vidijo dobroto svojih otrok. V tem je lepota, srčnost se preliva kot večna pesem vseh rok.
Žar božičkove tovarne je v osebni dostavi. Gasilci in policisti vsako leto srca raznamejo radosti, obdarjeni otroci na božično jutro. Srečnimi obrazi, naši prostovoljci stemenijo solze, solze sreče zanosni. Žar božičkove tovarne je v osebni dostavi. Gasilci in policisti vsako leto srca raznamejo radosti, obdarjeni otroci na božično jutro. Srečni obrazi, naši prostovoljci spremenijo solze, solze sreče zanosni. Solze sreče zanosni.